Torej, za prvo nedeljo v muzeju oziroma v vodovodnem stolpu smo pripravili lov na zaklad. S tem smo hoteli v otrocih spodbuditi veselje do raziskovanja. Poskusili smo tudi malo popestriti šolske počitnice, zadnji dan še. Torej, pripravili smo delovni list z 8 vprašanji. 8 vprašanj je bilo predvsem zato, ker se v 6. nadstropju nahaja 8 src. Bila so različna vprašanja, torej koliko je stolp visok, koliko stopnic je od 1. do 6. nadstropja. Tako da bomo kar začeli. Dobrodošli na prvo nedeljo v muzeju v novem letu. Tako da še srečno v letu 2026, upam, da ste lepo praznovali. Zdaj, prva nedelja bo lov na zaklad. Na koncu dobite nagrado. Smisel tega lova je, da sodelujete, pa mogoče kaj novega spoznate, pa da ste radovedni. Torej, če ima kdo kakršnokoli vprašanje, kar naj vpraša. V redu? Evo, zdaj gremo noter. Boste dobili liste, ki jih boste rabili rešiti. Torej, zdaj je star že 112 let, ker se je leto zamenjalo. Visok je 46 metrov, od prikličja do vrha strehe. Če štejemo še kletne prostore, 47,6 metrov. Torej, kletni prostori, prikličje in 6 nadstropij, ki si jih bomo zdaj lepo ogledali. Med zadnjo prenovo, ki je bila med leti 2020 in 2022, so obdržali originalno zeleno stopnišče, po katerem bomo šli gor. Dodali so pa bele dele, tako da lahko ločite, kaj je novo in kaj je staro. Lahko ste pozorni na to. Pa gremo zdaj kar v prvo nadstropje. Zdaj si bomo ogledali en 3 do 4 minute dolg video o preskrbi z vodo v Brežicah oziroma v Posavju. Je malo bolj interaktivne narave, par stvari se bo prikazalo tudi na mizi, tako da bodite pozorni. Tudi en odgovor na eno vprašanje bo tukaj predstavljen, pa če kar začnemo. V 1. stoletju našega štetja je na območju današnjega Drnovega pri Krškem nastala naselbina imenovana Nebiodunum. Rimski cesar Vespasijan je leta 69 podelil mestne pravice. Mesto je bilo zaradi lege ob reki Savi pomembno središče širšega območja z vzorno urejeno infrastrukturo, z mrežo cest, vodovodom in kanalizacijo. Uradni znak občine Brežice je bil včasih tudi najvišja stavba. Zdaj so ga določeni bloki na Maistrovi že prehiteli, se ga pa še vedno vidi z avtoceste, če se peljete od Ljubljane proti Zagrebu. Nimamo originalnih načrtov, po katerih je zgrajen. Predvidevamo, da zato, ker je bil čas Prve svetovne vojne, so jih namenoma uničili, da ne bi padli v napačne roke. So pa tamle na tistem zidu sta dva primerka, tule ob dvigalu. Eden je iz Gradca, drugi iz Dunaja. Skupno ima je to, da je vodohran, torej tam, kjer je hranjena voda, je na vrhu. Samo telo stolpa je pa prazno, so pač podesti, stopnice in cevi, kar je bilo res tudi za našega. Torej, lahko ste slišali, da je bilo v Brežicah več vodnjakov, kjer so Brežičani načrpali vodo in so jo potem domov prinesli v takšnih škafih. Torej, lahko so bili leseni, kot je ta, ali pa kovinski. In kako mislite, da so te škafe nosili? Takle v roki? Na glavi? Ampak to je trdo. To je bolelo. Ja. Imeli so obroček, torej svitek iz blaga, ki je šel na glavo in potem škaf vrh tega. In zdaj, gospe, ki so bile zelo dobre v tem, so lahko škafe nosili tudi brez rok. Želi kdo probati? Ja? Primem. Ker primi z rokami. Evo, povej, je težko. Ker prim škaf. Kak je? Je udoben položaj? Ne. Tam, da je bilo uravnoteženo. Sem slišala, da je bil pomemben način hoje za to metodo, ker če nisi pravilno hodil, sta vedri malo preveč opletali, da ni veliko vode domov prišlo. In zakaj vse so Brežičani uporabljali vodo, ki so jo prinesli od vodnjakov? Kdo mi zna povedati? Pitje, pranje, česa? Oblačil, posode,
kuhanje mogoče. Ja, tukaj imamo predstavljeno, kako so včasih pravili perilo. Zdaj Slovence ponavadi vedno vprašam, kako oni temu rečejo. In porabili tole napravco. Poznam mogoče kdo to? Za delanje testenin mogoče? Ne. To je ožemalnik za ožemanje. Zanimivo mi je, da Slovenci to zelo slabo poznamo, tako da očitno ni bilo tako razširjeno. Smo večinoma očitno ožemali na roke. Kako deluje? Torej, perilo, ko je bilo enkrat čisto, so dali med ta dva valja in potem so tole zavrteli. Če bo šlo. In ko je šlo skozi, je to stisnilo vodo in hkrati zlikalo. Tako da 2 muhi na en mah. Baje še danes v večjih bolnišnicah, hotelih uporabljajo takšne naprave v veliko večjem merilu. Torej, čez valje teče elektrika oziroma vodna para, ko gre posteljnina skozi, to zlika in posuši hkrati. Vprašanje za vas, a poznate še kak drug vodovodni stolp v Sloveniji? Ne? Ja. Torej, tlele je nekdo rekel v Kranju. To je najstarejši vodovodni stolp v Sloveniji. Je bil zgrajen 2-3 leta pred našim in še vedno deluje. Naš je bil leta 1983 odpočen od vodovodnega sistema. Potem je bila v njem kavarna v prvih 3 nadstropjih, ki se je zaprla 2019, je pa del muzeja. 1000 litrov vode. Torej zelo veliko. Imel je 3 cevi, po eni je voda odtekala, po drugi je pritekala, tretja, tule vmesna, je bila pa varnostna cev, ki se je po slovensko lepo reklo Iberlauf. Torej v primeru, da je šlo karkoli narobe, naprimer, če so preveč vode prečrpali v rezervoar, so lahko tudi varno ven spustili, ne da bi poškodovala stolp ali rezervoar. Deluje na osnovi pritiska, torej zato, ker je voda na tej višini, ko so pipe odprli, je voda tekla po ceveh in je imela dovolj moči, da se je dvignila tudi potem po ceveh. In zdaj smo rekli, da boš ti odprla, ne boš? Po tvoja prijateljica? Ok, pritisni tole tipko. Ok. In zdaj bo voda začela teči. Imamo 2 pipe, eno tukaj, lahko vidimo, spodnja ima pritok vode, zgornja nima. Pritisk je takšen, da nižje, ko gremo, več ga je, višje, ko gremo, manj ga je. Tukaj je dovolj pritiska, da voda teče dol po ceveh in se potem tudi dvigne. Tu pa pač ne doseže pipe. Zdaj, če to pipo spustimo, bo začela voda curljati, ker je še vedno zelo malo pritiska, ampak nižje, ko gremo, več ga bo, večji bo tudi pretok vode. Evo, je že več vode, ne? Če pa gremo čez do konca, je pa skoraj da enako spodnji pipi. Če vode ni bilo dovolj, se je zapeljal s kolesom 3 km severno, da je vklopil črpalko, s katero so črpali vodo. Poganjala je pa naftna elektrarna, ki je pa stala nekje na ulici pod obzidjem, torej zelo blizu stolpa. Filip Mazi ga veja, če bi Filip Mazi. Izjemno tanka, ampak zaradi tega kasetnega sistema podpornic je bila dovolj močna, da dejansko nima nobenih opisov kakršnihkoli poškodb. Pa so imeli 2 močnejša potresa, tako da očitno so takrat vedeli, kako se stolpi gradijo. Imamo tudi tukaj še originalne litoželezne cevi. Lahko vidite, srednje je ovita z slamo oziroma konopljo za izolacijo. Zime so bile izjemno hladne, še hladnejše kot so sedaj. In da cevi niso zmrznile, so jih pač ovili. Poletje pa hkrati to tudi preprečevalo nabiranje kondenzacije in potem posledično rjavenje cevi. Zdaj, zelene stopnice, po katerih smo prišli sem, peljejo do podstrešja, ki žal ni dostopno obiskovalcem, zato so morali postaviti še eno stopnišče, belo, po katerem bomo zdaj šli v zgornje nadstropje, tako da so dejansko 2-krat prebili to armirano betonsko ploščo. Enkrat za dvigalo, pa enkrat za belo stopnišče.
Rekla sem v prvi zaslonki, da so nekje modri knopci, kjer piše 28,5 metrov. Tle se včasih rezervoar z vodo nahajal. Še vedno lahko vidite notranje zidove, to je bilo vse zaprto, voda je segala do tod. Za njimi je bil pač prazen prostor, verjetno je vajenec lahko hodil okoli in preverjal, če je karkoli narobe. Tako da med zadnjo prenovo so izrezali luknje, da se vidi skozi okna, ki so bila tukaj že od samega začetka. Lahko se vidi simbol srč okoli oken, po čemer je naš vodovodni stolp sploh znan. Src je 8, če vam to mogoče pomaga pri štetju oken. Pa dodali so imena glavnih evropskih mest za lažjo orientacijo. V katero smer je Ljubljana? Bolj tam. Ja. In no, če pogledate proti Ljubljani, boste lahko v daljavi videli tudi nuklearno Krško. Takoj na začetku leta smo vabili naše obiskovalce na stolp, prva nedelja v mesecu. Tudi v tem letu bo to potekalo, izjema bo samo velikonočna nedelja, ker letos pač pride ravno prva nedelja, je velika noč, takrat bomo nekako tudi mi praznovali. Drugače pa pestro dogajanje, vabimo vas že v januarju na različne dogodke. Intenzivno pa pričnemo tudi z našim projektom Črno-bela harmonija s Krškega polja, kjer pripravljamo tudi eno lepo presenečenje ravno tukaj na stolpu, neke novosti, pa pač številni programi, ki povezujejo grad, stolp, našo kavarno, center za obiskovalce. Tako da ljudno vabljeni in ciljeni, vedno dobrodošli tudi v letu 2026. Izvoli. Torej danes je bila prav posebna nedelja, drugače si pa obiskovalci stolp lahko v zimskem času gledajo od torka do sobote, od 10 do 4 ure in v nedeljo od 1 do 5. Večje skupine pa prosimo, da se najavijo za lažjo organizacijo z naše strani. Kar počasi, se boste vsi dobili. Izvoli. Tudi list dobiš nazaj. Boš imela za spomin, če želiš. Lahko ga tlele na mizi odložiš.